Hojla, evo me spet tukaj. Zdaj sem se odločila, da bom posnela serijo videov o uničevalskih lastnostih v odnosih. In sicer v vseh odnosih, bom se pa majčkeno bolj fokusirala na odnose v partnerskem odnosu in na odnose v vzgoji. To se pravi, na tisto, kar nam je najdragocenejše in kjer nam te lastnosti tudi naredijo največ škode. Za začetek bi vam rada povedala, da bom govorila o lastnostih, ki jih imamo v sebi vsi. Tako da, če rečete, jaz pa nisem ljubosumna, jaz pa nisem maščevalna, jaz se pa nikoli ne zlažem, potem se že v tem trenutku lažete sami sebi. Zato, ker te lastnosti ima človek, imamo jih vsi, uporabljamo jih, kadar izgubimo občutek varnosti in eni ljudje jih uporabljajo zelo, imajo kar v navadi to, eni ljudje se pa zavedajo nekih lastnosti, imajo vrednote, ki ne grejo skupaj s temi lastnostmi in nekako skušajo prej premisliti, preden kaj naredijo. To ne pomeni, da so eni ljudje boljši, drugi pa slabši, to pomeni, da imamo eni ljudje mogoče bolj razvito zavedanje, drugi imamo pa slabše razvito zavedanje. Tako da ta video ima v bistvu namen tega, da jaz pomagam razvijati to zavedanje pri ljudeh, da jim pomagam ozavestiti in spreminjati ta vedenja. Vi mi s tem pomagate, da moje vsebine delite, to se pravi, da boste ta video delili, pa da ga boste lajkali. Na koncu videa vam povem tudi rešitev, kako v bistvu lahko drugače, da te lastnosti ne razvijamo, da teh lastnosti ne učimo naših otrok. In čist na koncu vam v bistvu dam možnost, da v komentar napišete, kaj si želite imeti v naslednjem videu. Vam naštejem 3 možnosti. Tako da bom začela ta video z zgodbo. Najprej bom spila požirkec vode. Dve stvari sta se mi zgodile zdaj v zadnjem tednu, ki sta imeli to lastnost in zato sem si rekla, wow. To je pa mogoče sporočilo, da nekaj o tem posnamem. In še enkrat bi rada opozorila, ne bomo sodili ničesar, ne sodimo ljudi. To lahko v nekem trenutku naredimo vsi. Skratka, z Albertom sva imela nek zaplet v odnosu in sem jaz naredila nekaj, kar je njega spravilo v stisko. Potem je pa čez nekaj časa Albert meni rekel, tega ne bom naredil za nalašč, ker si se tako obnašala. Pol sva sicer imela zelo veliko dela, da sva se pogovorila o tem, in sva se. To je druga tema, kako rešiti te težke teme v partnerskem odnosu. Potem sem šla pa par dni zatem, ko sva imela to z Albertom, v trgovino. Pa zelo sem bila še v stiku s tem, Zdaj verjetno že veste, o čem bom govorila, Govorila bom o lastnosti, ki se ji reče maščevalnost. Zame je to ena hujših lastnosti in kadar jo sama uporabim, mi je tako, ne, Leja, tega pa ne boš delala. Že sam, če pomislim, da bi se komu maščevala, mi je slabo pri srcu. No, nima veze, skratka, šla sem v trgovino in pred mano je stala ena mamica, taka luštna, sicer je izgledala malo žalostna pa tiha, ampak imela je enega luštnega fantka s sabo, recimo, da mu je bilo ime Tim. In ta fantek je pač skozi nekaj govoril, ona se mu pa ni odzivala, tako je bila na distanci. Videlo se je, da nekaj ni okej. In v enem trenutku je Tim rekel, mami, a se bom jaz lahko šel s kolesom voziti, ko prideva domov? Tim je bil star tam 5-6 let. In mama ga pogleda in reče ne. Samo to reče.
Tim umolkne, jo nekaj časa gleda in pol tako po otroško, meni je to neizmerno všeč, ker so otroci ne odnehajo, ne, ker so vztrajni in radovedni so. In Tim reče, mami, zakaj pa ne? Tako zelo prijazno, zelo nežno, zelo srce parajoče. In mama ga pogleda in reče, prejle, si se grozen obnašal. In zdaj se bom še jaz, zato da boš videl, kako je to. Zgodilo se je to, da je Tim odrezal, začel je opazovati druge ljudi, gledal je prodajalko, z mano se je neparkrat tako srečal z očmi, skratka, ugasnil je in je zamenjal film. Bilo mu je pretežko to nositi in je šel ven iz odnosa z mamo. A ne? Tako videla se je ta distanca. In jaz to razumem, kot mama to zelo dobro razumem, zato ker tisti, ki pač ste iskreni do sebe, a ne, boste rekli, ja, shit, ne, tudi jaz to kdaj naredim, ne. Ampak poglejmo, kaj ta maščevalnost v odnosu naredi, a ne. Maščevalnost v odnosu naredi, kdo bo koga. To se pravi, jaz sem Albertu naredila neko stisko in njemu se je toliko porušila varnost, da je on meni hotel narediti stisko nazaj. In v neki običajni dinamiki bi jaz pol naredila še večjo stisko, da bi ga še bolj prizadela in bi se šla, kdo bo koga še bolj, ker si ti mene, bom zdaj jaz tebe še bolj. In pri otroku je isto. Tim je tisti trenutek ugasnil, ampak ko je prišel naslednji trenutek in je mama od njega nekaj pričakovala, on tega ni naredil, zato ker je izstopil iz odnosa in je bil tisti občutek, ni mi več mar. In to je zelo težko, a ne? In v partnerskem odnosu imamo, ker nisi bil prijazen, ti jaz zdaj ne bom dala telesne bližine. Ne vem, ker sem za vse sama, ker pač ne vidiš sam, kaj bi mi mogel pomagati, ti jaz ne bom skuhala tvoje najljubše jedi, ker In to so stvari, ki se stopnjujejo v povzročanje še hujših bolečin. Ja, okej. A ste gledali film The War of the Roses? Vojna zakoncev roz. No, to je film, kjer si lahko pogledate, kaj je tisto, kar maščevalnost povzroči v enem odnosu med dvema človekoma. Dajmo pogledati, od kje maščevalnost prihaja. Maščevalnost je v bistvu ena taka lastnost, ki jaz jo osebno jo najbolj ne maram, zelo hitro se odzovem na njo, zelo se moram v roke vzeti, ko se jo zavedam, da ustavim pač svoje sile, a ne tako, kot jih zdajle pač nisem mogla ustaviti v odnosu z Albertom. Zelo hitro jo slišim, a ne, zaznam in zelo hitro obsodim take ljudi, tako da moram imeti zelo veliko enega zavedanja okrog te lastnosti. Po drugi strani, a ne, se pa meni maščevalnost prebudi, recimo, kadar preberem, da je kdo recimo zlorabil otroka ali pa karkoli komu takega naredil, jaz imam ne, to ni zapor dosti, ne, to ga je treba mučiti. A razumete, to se prebudi v meni takrat. Pač tega ne bi nikoli naredila, ali pa ne bi rada tega naredila, no, bom tako rekla, ker pač se ne poznam v takih situacijah, kako bi reagirala, ampak vem, da vsak človek ima tisto mejo, ko postane sovražen, nasilen, morilec in tako naprej, a ne? Ko izgubi varnost. No, dajmo pogledati, maščevalnost, od kje prihaja. Recimo, jaz sem zelo veliko zdajle te dni razmišljala in ko sem bila jaz majhna, sem zelo veliko tega gledala med odraslimi. Sosedi so se med sabo, stara ata pa stara mama, tudi oči pa mami kdaj, tudi jaz sem zato, tudi jaz sem bila tako vzgajana, ker ti nisi, pa zdaj ne boš, ne.
In maščevalnost je v bistvu postala del mojega življenja in je postala tudi del vašega življenja in postaja del vaših otrok zaradi dinamike, ki jo imamo v odnosih in se jo ne zavedamo, ne zavedamo, kaj s tem počnemo. Jaz se spomnim, ko sem bila še zelo majhna, ko sem se z očijem pogovarjala o tem, nekaj se je zgodilo in me je oči vprašal, a me je eden udaril, a me je nekdo udaril ali me je zastraševal, ko sem šla peš iz šole in mi je oči rekel, a ga boš nazaj, tako. In sem jaz rekla ne, ker hočem biti boljša od drugih. In tukaj se začne naše poslanstvo, da delamo lepši svet. To se pravi, če želimo biti boljši v smislu, jaz te ne bom nazaj. In to je wow, to je zmaga. Zato, ker mi ne želimo, da so naši otroci taki, ker zdajle jih mi tako vzgajamo, ko bojo oni odrasli, bomo mi stari in noben od nas si ne želi tega, da bi dobivali te porcije servirane nazaj na krožniku, Kar je v bistvu še pomembno, je pomembno, da maščevalnost v bistvu sprejmemo kot del našega življenja in če jo sprejmemo kot del našega življenja, potem v bistvu ne bomo jo obsojali ali pa ne bomo jo toliko obsojali. Zdaj vemo, od kje prihaja. Privzgojena je kot vzorec, to je neka lastnost, ki jo dobimo v sebi. Vsi smo doživeli, da nam je nekdo naredil nekaj hudega, nekaj slabega in nam povzročil čustveno bolečino. In glejte, maščevalnost se rodi šele takrat, ko je naša bolečina čustvena bolečina. To se pravi, če meni nekdo pokvari igračko, na katero sem navezana, če meni nekdo nekaj ne dovoli, na kar sem čustveno navezana. Skratka, da pride do maščevalnosti, mora biti v ozadju bolečina, ki je čustvena bolečina. Recimo, dajmo pogledati primer v trgovini. Otrok se je neprimerno obnašal in mamo je bilo sram. In ni vedela, kaj naj naredi, nemočno se je počutila. Bila je obupana. To je izguba občutka varnosti. V partnerskem odnosu, kaj se je zgodilo v situaciji z mano in z Albertom? Zataknila sva se, zdaj pa jaz ne bom, ker si ti, izguba bližine. In ko se zgodi izguba bližine, mi vedno odreagiramo tako, da se branimo. S silo, z močjo, prizadev te bom, moč imam. In da bi mi pokazali, koliko nam je hudo, naš sistem razmišlja, kako bi mu naredil nekaj še hujše. In v tej situaciji recimo razmišljamo, ti si mene, jaz bom tebe še bolj, da boš videl, koliko je to hudo. Je pa to žal način, ki vodi v pekel, to je način, ki vodi v vojne, to je način, ki vodi v grde ločitve. To je način, ki vodi v bolezen, v izgubo bližine in v filmu The War of the Roses celo vodi v smrt. Toliko sta se ona dva razkajfala, toliko sta si povzročila enih bolečin. In zdaj lahko pogledamo, kako bi ravnali drugače. V resnici sploh ni toliko težko, a veste. V resnici je to nekaj, kar je naravno v nas, ampak ja, naučili so nas drugače. To se pravi, kako lahko ravnamo drugače. Prva stvar je, da sprejmemo to, da smo ranljivi, da sami pri sebi to sprejmemo. In da znamo to ranljivost, da se jo znamo zavedati, da znamo z njo biti v stiku, kadar ni prijetno, in da jo znamo deliti. To so 3 stvari, 3 čudežne stvari. Dajmo pogledati na tem primeru z mamo. Otrok je rekel mami, a se bom lahko vozil s kolesom. In mama je rekla ne. In ta odziv je tisti odziv, ki je prvi korak k spremembi.
V tem trenutku je mama imela enega zelo močnega aduta, ker otrok jo je gledal v oči in je rekel, a se bom lahko peljal s kolesom. In pogledaš otroka nazaj v oči in rečeš, lej, jaz sem zdajle v slabi koži, ne? Ker se še vedno malo neprijetno počutim zaradi dogodka, ki se je zgodil prej. Meni ni bilo všeč, kako si se ti obnašal. In najraje bi ti rekla ne, zaradi tega, da bi videl, da bi ti pokazala, koliko je to hudo, če se nekdo tako obnaša. Ampak vem, da ti s tem ne bom tega pokazala, zato bi se rada pogovorila s tabo o tem, kaj se je prej dogajalo, in potem se greš lahko voziti s kolesom. Super! Zdaj se boste pa pogovorili z vašim otrokom in jaz vas na kolenih prosim, da ta pogovor ni predolg. Skratka, pogovor mora biti samo o tem, ne kako on ni v redu in kako se je on grdo obnašal in kakšen je, ampak vedenja, ki si jih uporabljal, niso bila okej. In pogovarjajva se o tem, kakšna vedenja boš uporabljal naslednjič, ko ti ne bom hotela čokolade kupiti ali pa kadar boš pač jezen ali pa karkoli. Okej? Kratek pogovor. Z nekim dogovorom otroka učimo, otroku pomagamo spreminjati te stvari. In zelo pomembno je, da to delamo počasi in z malo stavki. Torej, zdaj smo rekli, kako drugače. Najprej jaz sprejmem, da sem ranljiva, sprejmem, da sem nemočna, sprejmem, da me je sram in tega nočem poriniti stran ali pa reči, zaradi otroka sem taka in potem spraviti to dinamiko v odnos z mojim otrokom, ker je on tak, a ne, se jaz tako počutim in treba ga je kaznovati. Ne, jaz se tako počutim. Ne, ker je on tak, ampak mene je zdajle sram. In v redu je, pač nič ni narobe s tem, vsakega je kdaj sram. Okej, kako to v partnerskem odnosu? V partnerskem odnosu recimo lahko ustavimo tako, da delimo tukaj, a ne v tem primeru, v tej zgodbi bi lahko Albert rekel, lej, zdajle se jaz počutim prizadetega, prej si mi rekla to in najraje bi ti zdajle ne bi pomagal. Recimo, najraje bi pač si mislil, lej, zdaj pa imaš to, kar si hotela, ne? On velikokrat to reče. Ampak to pomeni, da mora v odnosu biti dovolj varno, da mi lahko ranljiva čustva delimo, a ne? Midva sva to naredila pozneje, a ne, sva se pač o tem pogovorila. In v bistvu je formula za rešiti to, da se mi zavedamo, da imamo v sebi potrebo po tem, da prizadenemo na koga, da mu naredimo težko, da to sprejmemo, da pač sprejmemo to kot del sebe, da je s tem vse okej. In potem je samo ta čarobni stavek, glej, prej sem se jaz počutila tako pa tako pa tako in zdaj bi ti najrajš rekla ne. Zato ker, ne, bi rada, da vidiš, kako je to. In mi verjamemo, da s takim vedenjem, z maščevalnostjo učimo otroka empatije. Ampak ga ne. Tako da, to je za ta video danes je kar precej dolg. Ampak je prav tako, zdaj pa lahko spodaj v komentarje napišete, kaj si želite imeti naslednjič. Kateri naslednji uničevalec odnosov želite, da predstavim. Imam pa na spisku trenutno neiskrenost in laž, imam ljubosumje in imam ignoranco. Kaj od tega si želite slišati? Zdaj pa lajkajte in delite tale video, ker saj veste, skupaj delamo lepši svet.